Ob 19:45 je čas, da našim najmlajšim zaželimo lahko noč otroci. Pred nami je zadnji pravljični septembrski večer v sklopu skupnega projekta prvega programa Radia Slovenija in A1 Slovenija. Lahko noč otroci z lahkonočnicami vam tokrat v poslušanje ponuja novo pravljico Žige X Gombača Adam in njegova tuba. V studiu 26 sta že pripravljena dramski igralec Jurij Savček in pianist Blaž Jurjevčič, ki nas bosta popeljala v radijski pravljični svet. Tudi tokrat smo z vami na portalu RTV4D in Facebook strani A1. Dober večer, otroci. Trara, 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 se pošta pelja. No, to, kar ste slišali, je bil glas poštne kočije, s katero so včasih s trobento znanjali, da prihaja poštar s pismi. Več vrst trobente poznamo, takšne z visokim, takšne s srednjim in visokim prodornim glasom. Trobenta z najnižjim glasom pa se imenuje tuba. Po domače se ji reče lahko tudi bomberbas ali pa bombrbas, bombardon, vse mogoče. No, o taki trobenti, bombardonu, vam bom danes pripovedoval lahkonočnico. No, navzočen z vami jaz, kot ste slišali, sem Jurij Savček. Poznate akrobatsko družino Prevaljski? Ne? Znamenito akrobatsko družino Prevaljski. Družino, ki je poznana po vsem svetu. Ne? Člani družine v veliki stanovanjski prikolici potujejo po vsem svetu že dolga, dolga leta. Trara, 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 družina Prevaljski se pelja. Znajo toliko zanimivih stvari. Dedek Angus enkratno požira meče. Si morate misliti. Babica Antonija ognjevito bruha ogenj. Stric Artem in njegova družina postavljajo nepozabno človeško piramido. Oče Aleksej, mama Anastazija hodita po vrvi z zavezanimi očmi. Hči Arja si upa voziti monocikl in ob tem žonglirati s 6 kroglami. Njena dvojčica Aleja zleze v top, iz katerega jo na to izstrelijo. Bum! No, po končanih predstavah družine Prevaljski se ljudje smejejo. In tudi mahajo. In mečejo cvetje. In ploskajo. Člani družine Prevaljski se jim nasmihajo in priklanjajo. Navdušeno ploskanje jim je všeč. Videti je, da je v družini Prevaljski vse tako, kot mora biti. Vendar
vendar v družini Prevaljski obstaja nekdo, ki mu je za vse navdušenje, aplavze in akrobatske zadeve tega sveta kaj malo mar. Vsaj zdi se tako. No, to je Adam, najmlajši član družine Prevaljski. V primerjavi z drugimi člani, ki so od pet do glave čisto pravi akrobatski umetniki, Adama take stvari niso nikoli zanimale. Dedek Angus ga je želel naučiti rokovanja z meči, zaman. Babica Antonija ga je ognjevito želela spoznati z ognjem, tudi zaman. Adam ni hotel hoditi po vrvi, sestavljati človeške piramide, se streliti iz topa ali voziti monocikla. Oče Aleksej in mama Antonija, Anastazija, sta se spraševala, kaj sta storila narobe. O Adamu sta se zaskrbljeno pogovarjala z babico Antonijo in dedkom Angusom, pa stricem Artemom in njegovo družino. Zaradi najmlajšega sina sta bila takoj sebe, da sta nekega dne v šotoru zbrala vso družino Prevaljski. Znameniti akrobati so staknili glave in skušali najti rešitev. Pomagajmo si s čarovnijo, šepetajmo mu v sanjah, izstrelimo ga iz topa, žgečkajmo ga po podplati, so govorili drug čez drugega, ugotovimo, kaj mu je všeč. Člani družine Prevaljski niso nikoli ugotovili, kdo je izgovoril ta stavek. A ko so ga zaslišali, se jim je zgodilo nekaj nenavadnega. Zaslišali so čudovito melodijo. Melodijo, ki je bila tako zelo lepa, da so najprej so se spogledali, nato pa se začeli slediti. Stopili so iz šotora, ugotovili, da je glasba prihajala iz ene od pisanih prikolic, v kateri so se vozili iz kraja v kraj. Previdno so odprli vrata in opazili, da na postelji z velikansko tubo bombardonom v naročju sedel Adam, njihov najmlajši sin. Na inštrument je igral z zaprtimi očmi, zasanjano in tako vešče, da je presenetil vse člane družine Prevaljski. Po nekaj trenutkih so oče in mati, dedek in babica, stric in družina ter tiho so zaprli vrata voza in se vrnili v šotor. Ste ga slišali? Kakšen talent, da je mogoče tako igrati na tubo. Adam in tuba. Kako to, da ga nismo opazili in slišali že prej? V zadnjem vprašanju so se člani akrobatske družine Prevaljski zamislili. Jeja, kot kaže, smo bili
preveč zaverovani v akrobatske zadeve, je čez čas rekel oče Aleksej. Ja, vsaj zdi se tako. Adama sploh nismo slišali, čeprav je na tubo ves čas igral tako rekoč med nami. Ja, prav imaš, se je strinjala mama Anastazija. Ves čas smo ga želeli ukrojiti po naših merah, namesto da bi mu prisluhnili. Joj, kako mora biti žalosten in prizadet. In hud, sta v en glas rekli sestri Arja in Alea. Nisem hud, se je nasmehnil Adam, ko je prišel za njimi. Niti žalosten ne. Pomembno je, da zdaj veste, kako je ta stvar. Da, zdaj pa vemo, je prikimal dedek Angus. In veseli smo, da vemo, je dodala babica Antonija. Ja, pa veste tudi, da gredo akrobacije in moja tuba enkratno skupaj, jih je vprašal Adam. Od tistega dne so imeli člani velecenjene akrobatske družine Prevaljski na svoji predstavi novega umetnika, tistega, nad katerim so skoraj obupali. Vsaj zdelo se je tako. No, ta umetnik je bil Adam, svojo bombardonsko tubo. Z njo je Adam spremljal akrobatske nastope svoje družine, včasih je z njo pihal milne mehurčke in oponašal prehlajenega slona. Tu in tam je vanjo skril rože ali klobuk na ključnega obiskovalca. Vselej pa je z bližnje daljne okolice šotora družine Prevaljski pregnal slabo voljo. Velecenjeni publikum, nastopa svetovni unikum, Adam in njegova tuba. Ljudje zdaj nastope naših znamenitih akrobatov gledajo še z večjim navdušenjem. Po predstavah še močneje ploskajo, še više mečejo cvetje in nagrajujejo ga z glasnejšim ploskanjem. Vsem članom družine seveda ploskajo. No, skoraj vsem. Nekomu je zaradi gromoglasnega navdušenja zmeraj kar malce nerodno. Lahko noč, otroci, lahko noč. V projektu Lahko noč otroci z lahkonočnicami ste lahko 5 četrtkovih večerov prisluhnili novim pravljicam sodobnih slovenskih avtorjev. Nocojšnjo Žige X Gombača Adam in njegova tuba je interpretiral dramski igralec Jurij Savček. Ob klavirju ga je spremljal Blaž Jurjevčič. Posnetke pravljic najdete na portalu RTV4D, na spletnih straneh radio1.si in lahkonocnice.si ter v podcastih Lahko noč otroci in Lahkonočnice. Tonska in videoizvedba Milan Zrimšek, Cole Moreti, Mitja Krže, Tone Jurca, Jernej Pogačnik in Mitja Groznik. Urednica oddaje Alja Verbole, napovedovalec Aleksandar Golja. Želimo vam prijeten večer, najmlajšim pa le še nekaj tistih čarobnih besed. Lahko noč, otroci.